Velikonočne nedelje ni brez lova na pirhe na Blejskem gradu. To otroci na Bledu in v okolici že dobro vedo. Turiste, ki v tem času obiščejo grad, pa dogodek, namenjen otrokom in družinam, prijetno preseneti. Letos so otroci iskali 200 unikatnih oštevilčenih lesenih pirhov, ki so bili skriti po celem gradu. Vsak od njih pa je prinašal nagrado. Srečni najditelji iz Slovenije, Nemčije, Madžarske, Francije, Slovaške, Italije in celo iz Severne Karoline v ZDA niso skrivali svojega navdušenja, ko se je v njihovih rokah znašel ličen jajček iz lesa. Najprej sem šel enkrat dol, pa sem gor prišel, pa sem malo letel okrog, sem si mislil, da je kje v grmovju, sem preiskoval večinoma grmovjo za lonci, pod lonci. Pol sem prišel od tistih loncev, tam sem prišel okoli, pa sem ga pa zagledal, dakle tako leži. In sem prišel hitro do njega, ga probal vzeti, pa mi pa skoraj padel, pa sem ga ujel. Gor in dol po gradu, po vseh kotičkih in grmičkih, cvetnih koritih, za in pod njimi, so otroci iskali pirhe. In pa sem šla spet gor, ker spet ni bilo tam, pa sem naredila kakšne ta 2 kroga, in pa sem šla po teh stopnicah gor in sem kar tako mimogrede pogledala, ker je bil tam en dežnik zgubljen in tam je zadnji bil ta pirh. Ja, drugače sem bila res, dosti sem bila že obupana, pač, da ga nikjer ni in sem bila ful vesela, da sem ga, čeprav tako kar mimogrede. Ful dober se mi zdi dogodek, zato ker pač meni je to, da iščeš nekaj ful všeč, pa še to, da dobiš pa nagrado. Prireditev je ena izmed najbolj priljubljenih in najbolj obiskanih na Blejskem gradu. V Zavodu za kulturo Bled pa jo organizirajo že več kot 10 let. Po gradu skrijemo 200 pirhov in potem jih otroci iščejo. Ko najdejo pirh, gredo po nagrado in letos še posebnost, vsi pirhi so nedekorirani, so samo označeni, tako da jih otroci še porišejo in okrasijo. Imajo še eno tako malo velikonočno delavnico. Seveda pa vsak pirh prinaša nagrado. Vsako leto se te prireditve udeleži ogromno otrok in družin, vsako leto več, tudi veliko tujih turistov, kar nas izjemno veseli, ker to pomeni, da dejansko ohranjamo eno lepo tradicijo, ki se pelje iz leta v leto, vsako leto za veliko noč. Otroci niso le iskali pirhov, preskusili so se lahko tudi v nekaterih tradicionalnih velikonočnih igrah, ki jih marsikdo od njih ne pozna. Ribanje in hitrostno luščenje pirhov je nova grajska tradicija, ki so jo obiskovalci vzeli za svojo. V udeležencih jih prebudi nekaj tekmovalnega duha, gledalcem pa ponudi veliko zabave. Pripravljeni, pozor, zdaj! Demo, evo, taj si partiramo vse skupaj. Tako bomen. Tisko, kar ga boš polavo, bodi skoraj. Medtem ko so zaradi hrena odraslim tekle solze, so otroci zavzeto iskali pirhe. Organizatorji so jih namreč tudi med prireditvijo samo skrivali in se zelo potrudili, da igra ne bi bila preveč enostavna. Ja, ful sem bil živčen pa obupan, ker so res dobro skriti, pa ga nikjer nisem več našel, pa sem šel pa tam malo gledati še odzad za te grmola, pa je bil en odzadje, pa sem bil pa ful vesel. Ko res ni šlo, so na pomoč priskočili tudi starši. Ampak tudi njihova pomoč včasih ni zalegla, kot je povedala Tanja, ki sicer z družino živi v Nemčiji. Iščemo, 20 minut, so kar dobro skradli. Ja, res. Imam 2 fanta, 6 pa 8 let, to je Filip, a ne? In on, še nismo nič našli. Res težko je. In smo še posod pogledali. Ne vem, kaj bi še iskala. Kakšna se vam pa zdi ta igra? Super, res super. Nisem mislila, da bo tako težko. To je res zanimivo, a ne? In ja, ampak moramo še iskati. Uspešnejše so bile obiskovalke 3 generacij iz Severne Karoline v ZDA. Mala Caroline nam je z veseljem pokazala, kje je našla svoj leseni jajček. And we're here on vacation and we just came to the castle for the Easter egg hunt and to visit the castle for the first time. It's very fun. Did you have fun, Carolina? Yeah, now we've got to go find out what our prize is for the egg.
Vsak pirh je srečnemu najditelju prinesel praktično nagrado in sladke pozornosti. Letošnji pirhi niso bili obarvani, le označeni, da so jih otroci v ustvarjalni delavnici v Viteški dvorani lahko okrasili po svojem okusu. Sem malo iskala, pa nisem našla, pa sem pa svojega brata tudi vprašala, če je on kaj kakšnega videl, pa ga ni, pa sem pa nekako prišla do sem, pa sva zatem pogledala, pa je bil pa noter. Po celem gradu pa so stopicljale zabavne maskote, simpatične kokoške s svojimi košaricami, čokoladnih dobrot in razveseljevale vse obiskovalce.